Ja, pozdravljeni. Gregor na tej strani iz Greg Skorta. Evo, spet se nekaj časa nismo slišali. Nekaj časa po pravici povedano nisem spremljal Dallasa, ogromno enih drugih zadev, malo manj stanja po noči. Eto danes, z začetkom zadnje četrtine, pa se je tudi Gregor ustal in si pogledal, kaj se dogaja z Dallasom v zadnjih časih, kaj zamujamo v bistvu, ne nazadnje tudi kako močni so Lakersi, neposredni kandidati za uvrstitev v končnico zraven Dallasa na isti strani konference, pa da si neko približno sliko ustvarim, se pravim, zadnje dni sem, oziroma zadnje tekme nisem toliko podrobneje spremljal, pa da vidimo, kaj je to. Ja nič, jaz se zbudim, Luka ima do tistega trenutka že 24 točk na kontu, neki 5-6 skokov, pa nekaj takšnega asistenc, pa Dallas ima že po 19 pik razlike, ne. V glavnem, in potem se je zadeva začela odvijati, ne. Da ne pozabim, če ste tukaj prvič ali vnovič, vabljeni, da se naročite na moj kanal Greg Skort, podobne analize še sledijo. Tudi počasi še kakšni highlightsi, ampak da malo jaz oddelam svoje privat življenje, potem pa gremo dalje s tem, ne. Lejte, in potem četrta četrtina proti Lakersom, ne, ki so seveda igrali doma, ne. Tu sploh težko zberem neke pametne besede. Enostavno, Lakersi so igrali tako, kot se igra košarka, medtem kot Dallas. To je bilo 1-5-9 minut, ali pa več. Prvo Luka, potem, ne vem, Irving, saj kdo pa sploh še kreira, v bistvu se tu ne govorimo o kreiranju, ampak vendarle. Ostali pa stojijo, pa gledajo. Obramba, nič posebnega, dobivali smo koša. Zdaj pa kdo je kriv, ne? Mislim, delno igralci, ki niso postavili sistema, delno Luka. Glej ga zlomka, en tamle Fitch Firič drži roke v žepu, malo se čoha po bold glavi in jemlje timeout, ko je razlika 7 ali 8 točk, naslednji timeout, ko je razlika 2 ali 3 točke. Pa da mu ne naredim popolne krivice, mogoče lahko v komentarju napišete, kdaj so bili resnično vzeti tile timeouti. Skratka, prepozno. Meni bi bilo nerodno, če sem Jason Kidd. Resnično. Moja ekipa vodi 20 točk, natančneje mislim, da 17 točk pred zadnjo četrtino. In kaj pol? In pol se kaj ustavimo, ali kaj? To je to, ali kaj? Dejansko niso postavili nobenega sistema. Nič od nič. Oni so neko kvazi cono postavili, mi pa 1-5, pa neki stebek trojke, pa trojke z kota, pa ni letelo noč. Mislim, da je bilo vmes 1-10 šut za 3. Pa nekako je šla žoga pod koš, pa spet ni šlo noter. Vzamemo timeout, si mislim, evo pa zdaj bo pa nekaj spremenil. Stebek trojka Luke v naslednjem napadu seveda mimo, pa to ne moreš verjeti. Zdaj fant ima proste roke, več kot očitno, ne. Tako da Luka je pač izbral gameplay taktik, kot ga je, ne idealno v tistem trenutku, če mene vprašate, ampak ga je, ker je očitno imel proste roke. Kid pa nič. He's just a watcher, just like us. Ali kak bi temu rekel, samo on gleda. Koga šljivi, res, koga šljivi takšnega trenera. To danes, zadnja četrtina, ni bilo podobno ničemor. Gledal sem izključno highlightse prvih 3 četrtin, žoga je nekako letela, imeli smo proti napade. 101 točka se je prejela, če se ne motim, to sploh ni slabo. To sploh ni slabo, še posebej na gostovanju, celo manj kot v vseh ostalih, preostalih srečanjih. Nekaj so jih vmes celo zgubili, ne, ko se nisem oglašal, ampak vendarle, ne. Zdaj napad ni šel toliko, ne, 104, katastrofalna zadnja četrtina. Kaj se zgodi, ko napad ne gre, smo lahko videli na tej strani, samo zahvalimo se lahko po polni bedariji LeBrona Jamesa 10 sekund do konca, ki je probal podati v sredino oziroma v raketo, igralcu, na katerem je bil obrambni igralec, pa še Lukas je zraven pomagal, tako da sta brez kakršnega koli težave ukradla žogo. Tako da LeBron James tukaj, kaj si je razmišljal, nimam pojma, je pa ta isti človek pripeljal svojo ekipo sploh v igro. 16 točk mislim, da je dosegel zadnje četrtine, ne. To je ena zadeva, ki me je popolnoma znervirala pri Dallasu, ki se jaz res moram nervirati ob 6 zjutraj zaradi tega. In pol si mislim, pa ti si dejansko 5 sezon gledal to redni del sezone plus končnico, kar so se uvrščali. Pa kaj je s tabo človek? Prav to sem si mislil dejansko. In pol druga zadeva, kaj me je konkretno zmotila, pa gre za LA Lakerse.
Njihova ekipa zgubi totalno tretja četrtina. Marsikdo drug bi se že popolnoma vdal, ampak tale Austin Reeves, LeBron James in ostali, tale Prince, se niso vdali, so igrali tekmo, približajo se oni na 10 pik, približajo se oni na 8, 6, 5, na 2 piki se približajo. Na 2 piki se približajo in pol, minuta do konca, 2 prosta meta za, lažem, 10 sekund do konca, 2 prosta meta za Irvinga, vseeno, v glavnem, timeout, valjda kličejo Lakersi, kaj bojo zdaj oni naredili, če slučajno Irving zadane 2 prosta meta. Kaj se zgodi? Valjda cheerleadinge po ustaljenem programu na igrišče, začnejo zabavati folk, zgubljajo Lakersi, še enkrat ponavljam, Irving ima prosta mete, 10 sekund do konca, tekma se lomi, linija, treba je žvižgati na polno, vse grla napet, da bojo Irvinga ziritirali, vrgli z ritma, da zgreši prosta meta. Lakersi, novi timeout vzamejo, proti napad, imajo šanso, nekaj. Ja, veš da, Američani lepo na tribunah plešejo, oni siga, miga, leva, desna, boki, gremo, hopa, cupa. Jepote. Pa tekma je, človek zgubil jo, boš ti pa 10 sekund do konca tam s cheerleadingami plešeš. To je pač Amerika, tu nijamo kaj, ne. Predstavljate nekaj takega na tekmah Partizana, na tekmah Zvezde, pa na Tinajkosa, Olimpijakosa. Pa to bakle letijo, žvižgajo, faracajgi, kovanci na parket, lomi, bakle, vse. Ni da ni. Oni Američani, tam glih si je, ketchup si je tam obrisal, da je lahko skakal. Ma dajno. Mislim, to razvrednoti celo igro. Celo igro razvrednoti, če mene vprašate. Pa zdaj niso to navijači Lakersov. Pa isto je pri Dallasu, pa isto je pri Miamiju, pa Clippersih, pa you name it. Take stvari se ne dajo primerjati z Evropo, verjetno se nikoli ne bojo. In takšne stvari, kot so taki neki dodaten program v NBA-u, pa tudi v Evropo se že to prenaša, odmerjajo pozornost stvarem na terenu. Je že kdo to opazil? Tudi v Evropi se dogaja. Recimo tudi na teh Cedevita Olimpija včasih. Neki kiss cami, pa neki kao migajmo z nogami, z rokami, neki mehiški vali, tisto tretjo. Pa daj. Priješ na tekmo zato, da gledaš tekmo ali da se zabavaš. Lahko reš v cirku se zabavati pismo. Lejte, tole je vse neka moja stališča, seveda vam jaz ne posiljujem, ne želim posiljevati z njimi ali karkoli sugerirati, vsak gleda po svoje, ampak ne vem, se mi zdi, da je košarkarska tekma ali pa bodi si nogometna, rokometna, karkoli vam je pač blizu, namenjena nekemu tekmovalnemu dosežku, še posebej, če se pogovarjamo o profesionalnem športu, ne. Razmišljanja. Ja, nič. V glavnem, dajte še vi mogoče svoje mnenje spodaj kaj dodati, kako ste vi videli samo srečanje, končni rezultat, igro prej, srečanja prej, Luka Dončić, vse priložnosti spodaj, pa mogoče tudi o tem, kaj sem se danes jaz tekom tega kratkega podcasta navezal. No. V vsakem primeru, lepo vas pozdravljam, Gregor sem bil z vami kot ponavadi, če ste tukaj prvič, vnovič, kakorkoli, vabljeni, da se naročite na moj kanal Greg Skort in do naslednjič se slišimo s podobnimi analizami. Čao!